Ko otroci ne dobijo pri svojih starših tistega, kar potrebujejo, nastane neka vrzel v odnosu starši otroka, bo otrok potem se navezoval na svoje vrstnike. Brez navezanosti pač človek ne preživi. Torej, če se otrok oziroma mama naveže na otroka, ne bo hotela skrbeti za njega. Jaz moram reči, po mojem, da za večino teh manj, ki so to počele, je bilo zelo neintuitivno in so verjetno delale zelo proti sebi. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Petra Česen, prevajalka knjige Otroci nas potrebujejo, avtorja Gordona Newfielda in Gaborja Mateja. Pozdravljeni, Petra. Pozdravljeni. Vi ste prevajalka, ampak ne samo prevajalka, vi ste tudi učenka, če lahko rečem, recimo napredna učenka Gordona Newfielda. To se pravi, veste kar dosti v bistvu o njegovi, kaj naj rečem, teoriji? Ali je to kaj več kot teorija? O vzgoji otrok, o odraščajočih otrocih. V bistvu je, jaz sem prevajalka te knjige. Prav tako sem pa študirala na inštitutu, Neufeldovem inštitutu v Kanadi. To je preko interneta, preko spleta. In sem naredila kar nekaj njegovih, recimo temu, tečajev. Sicer pa on ima to teorijo o razvoju otroka. Niti ni toliko o vzgoji, ampak če razumeš v bistvu, kako se otrok razvija, pa kaj potrebuje, potem lahko tudi ustrezno vzgajaš. Ja, ampak je zelo konkreten. Govori praktične primere, kako narediti, a je dobro, da se otrok že zgodaj druži z vrstniki, kar mnogi mislijo, da je to velik uspeh. Moj otrok je, kaj naj rečem, družaben, že pri 4 letih želi spati pri svojem prijatelju, prijateljici. On vse to postavlja na glavo. V čem je ta knjiga, v bistvu je poplava knjig, bom rekla, na področju recimo vzgajanja. V čem je ta knjiga po vaše drugačna? Kot prvo, rekli ste sicer, da ima veliko nasvetov. V bistvu taki zelo konkretni nasveti so bolj proti koncu knjige. Kako v bistvu uporabljati kakšne disciplinske ali pa metode discipliniranja pri vzgoji otroka. In on veliko stvari postavlja na glavo. Predvsem zato, ker on temu reče tako, vse ostale knjige dajo navodila. Torej, če se zgodi A, naredite B in otrok je pol super. In pri nekaterih otrocih to dejansko deluje. Pri unih ne rabijo ne vem koliko discipline, ki so že po naravi recimo temu pridni, čeprav ne rada uporabljam to besedo. Pri unih, ki so pa nekoliko bolj, bom temu rekla, spet neubogljivi ali pa težavni ali pa intenzivni, ali pa v glavnem obstaja milijon besed, pa te metode dejansko ne delujejo. Oziroma zelo omejen čas, zelo kratko, trajno, na dolgi rok imajo pa ponavadi zelo slabe učinke, predvsem v odnosu otrok-starša. Ja. In on pravi, jaz vam dajem zemljevid, da se boste znajdeli na tem področju. Jaz vam ne dajem navodila za pot, ampak imate zemljevid in potem vi navigirate po tem zemljevidu. Podnaslov, da je v bistvu zelo pomemben pri tej knjigi. Zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov? To je tisto glavno izhodišče. Kaj bi rekli, zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov? Oziroma, kaj želi s tem povedati? Kako nagovoriti? On izhaja iz tega, on gledal, tudi 20-30 let nazaj, da nekaj z otroki se dogaja, da čedalje manj ubogajo svoje starše, da so čedalje manj dovzetni za njihovo usmerjanje, za njihova navodila. In ga je zanimalo, kaj je to, in skozi je iskal. In potem je v bistvu prišel do ugotovitve, da je to, temu on pravi, vrstniška usmerjenost, kar pomeni, da ko otroci ne dobijo pri svojih starših tistega, kar potrebujejo, nastane neka vrzel v odnosu starši otroka, bo otrok potem se navezoval na svoje vrstnike. Zdaj govorimo o vrstnikih, to se ne nanaša samo na najstnike. To velja tudi za zelo majhne otroke. In zelo popularno je seveda, tudi kultura je pripeljala do tega, da smo starši recimo prisiljeni dati otroke v vrtec že zelo zgodaj. Pač 2 starša delata, z eno plačo se ne da preživeti. Nekateri starši imajo tudi karierne želje, ne želijo biti doma, pa gospodinjiti, pa samo vzgajati otroke.
In gre otroci zelo zgodaj že v vrtec. In če se potem ne poskrbi za odnos med staršem in otrokom, se potem otroci v vrtcu, in če niso vzgojitelji, recimo taki sprejemajoči, pa da nadomestijo nekako starša v tem odnosu. A sploh lahko? A sploh lahko pri otroku, ki je star 1 leto, 2, 3, pa če je perfekten vzgojitelj, najbolj možno sočuten? Lahko, bom tako rekla po mojem, ne more seveda nadomestiti starša, lahko je pa zelo dober, nam rekla niti približek, ampak lahko nudi otroku tisto, kar potrebuje. Je pa problem, da je ponavadi vzgojiteljev premalo. Če ti gledaš jasli, kjer so otroci res majhni, ne znajo niti hoditi, treba jih je previjati. Če imaš ti 2-3 vzgojitelje tam noter, uspeš samo to, da jih tam previjaš, pa da jih nahraniš, pa da jih malo mogoče zanimiraš. Drugače so pa prepuščeni sami sebi. In kakšne to posledice recimo pušča po njegovem mnenju? Ta v bistvu pomanjkanje navezanosti, lahko temu rečemo, pomanjkanje zdrave, prave navezanosti v tem zgodnjem obdobju, v prvih letih življenja? Zdaj jaz bi čisto malo razložila ozadje te njegove teorije. Torej on pravi, da je navezanost otrokova najosnovnejša potreba, tako kot hrana. Brez navezanosti pač človek ne preživi. Torej, če se otrok oziroma mama naveže na otroka, ne bo hotela skrbeti za njega. In če je navezanost največja potreba, je potem ločitev ali pa ločenost, včasih uporabljamo izraz separacija tudi, je najhujša grožnja otroku. Torej, vse, kar predstavlja separacijo, lahko je to fizična, lahko je psihična, lahko je čustvena. In vse, kar je separacija, bo otroka pognalo v bodisi v nek preplah, bo prestrašen, bodisi ga bo pripeljalo do tega, da bo iskal bližino svojega starša. To vidimo recimo na igrišču. Otrok noče iti, mama, prav, jaz grem, ti pa kar tam ostane, in vidiš otroka. Mama gre in teče za njo. In pa se bosta začela kregati, on ne bo hotel z igrišča, ona bo šla, ampak sprožila je ta preplah, jaz moram zdaj se mame okleniti. Tretja reakcija je po Neufeldu, je pa frustracija, ko pa otrok rata frustriran, zato ker ne more ostati recimo na igrišču, in frustracija, če otrok ne sprejme tega, da ne more tam ostati, vodi v agresivnost. Pa vidimo otroke, ki pač ali tepejo, kričijo, pač sproščajo to. In zdaj vsi te položaji, torej vrtec, šola, ko damo otroka nekam, zelo zgodaj, povzroča separacijo, torej ločenost od staršev. In za otroka je to zelo težko. V vsakem primeru, pravzaprav ne glede na to, kakšen tip človeka je ta otrok. In recimo, separacija je tudi, ko gre otrok po noč zvečer spat. On 12 ur ne bo videl svojega starša. Ja, tu je bila ta velika dilema. Se spomnim, ko je cela generacija oziroma veliko mam sledilo nekemu načelu, pusti otroka, naj joka, dokler se ne... Rečeno je bilo, dokler se sam ne umiri, ampak pravzaprav dokler se ne izčrpa. Sploh ne razumem, kako je to možno ob materinski ljubezni in čutu in nekem nagonu, ki ga imaš, kako je možno dopustiti, da bi to bilo dobro za otroka. Kasneje se je izkazalo, da nastajajo pač možganske napake v razvoju otroka, ki ga pustiš, govorimo seveda majčkanega otroka, ki se ne more sam potolažiti pri pol leta, da ga pustiš joka, dokler se ne zjoka do izčrpanosti. A veste, kaj sem vam tako povedala? Jaz sem tudi recimo, jaz temu nisem sledila, ampak velik pritisk družbe je še vedno, pusti ga, da se zjoka, Jaz moram reči, po mojem, da za večino teh manj, ki so to počele, je bilo zelo neintuitivno in so verjetno delale zelo, zelo proti sebi. Ja. In potem se razlikuje tudi ta knjiga, oziroma njegova teorija na splošno, je, da je zelo intuitivna. Ko on te pove, ja, to je prav, tako je prav. In večina žensk, jaz sem tudi par stvari naredila kot mama, ko sem vedela, da delam proti sebi in proti otroku v resnici. In ti je grozen, pa misliš, da je tako pa je treba. Pa vsi ti govorijo, ja, pa ne vem, ga boš razvadila, pa ne vem kaj. Saj se tudi zdaj, moje prijateljice recimo v porodnišnici so doživele, da jim je medicinska sestra rekla, ja, če ga boste pa skozi tako dvigovali, pa presep imeli, se bo pa razvadil. To je star en dan. Ja. Neverjetno, res, ne morem verjeti. In pač otrok, če tako pogledamo,
otročiček nastane iz enega jajčka, enega semenčka in rastejo celice in pol je 9 mesecev v trebuhu, kjer mu je toplo, plava tam noter in naenkrat je stisnjen na ta svet, ki je čisto drugačen, ne? In nič ne zna. Zna se sed, zna jokati, pa zna izločati. Ne? In to je to. In zdaj mi ga moramo tega dojenčka pripeljati iz tega v nekega zrelega, civiliziranega človeka. In to je zelo dolg proces pri ljudeh. Ne? In mi pa hitimo. Ne? Mi bi vse do enega leta še toleriramo, ker so lušni dojenčki, pa tako, potem pa, ko začnejo uveljavljati svojo voljo. Tudi o tem knjiga veliko govori, o tej protivolji, kako jo on poimenuje. Pa kar naenkrat so pa težave, pa starši morajo pa začeti meje postavljati, pa frustrirati otroka, da se nauči, da ne more biti vse po njegovo. Ampak to z neko ljubeznijo in z nekim potrpljenjem, ne z kaznovanjem in kričanjem. To je pa bistvena razlika, ki ste jo povedali, ta odnosa. Ja. Postaviti mejo z potrpežljivostjo, z ljubeznijo, z razumevanjem, z empatijo, ali pa na drugi strani kazen mora biti vzgojna. Pa nekaj se mora otrok naučiti, pa bo že videl. In ta trdost in tako naprej, to je res ta bistvena razlika. Avtor opisuje, da frustrirati otroka je dobro. Ja, seveda, mislim. Ker otrok, ko odrašča, misli, da je lahko vse po njegovo. Seveda, on nima še predstav, da je omejen v čemerkoli. In v bistvu otrok bo skozi nekaj zahteval, on bo raziskoval svet, bo hotel to in ono, ampak seveda ne bo. On bo, ne vem, zakaj dežuje, da je nekaj, da dežuje. Ja, ne morem, ne gre. Zakaj ni sonca? Ja, ni sonca, Rad bi šel ven samo v bosa, ne moreš, je -5 stopinj. In otrok bo se uperil, ampak je treba tle otroka počasi naučiti, da stvari niso. V bistvu ga pripraviti na življenje. Ja, ampak to je proces, ki traja. To bi jaz poudarila, res traja. In tudi recimo, kar je bilo meni zelo zanimivo, pa je sicer logično, ampak recimo ta sprednji čelni reženj, sprednji možgani se razvijajo najpozneje. In tukaj noter imamo mi center za nadzorovanje svojih vzgibov. In otrok je pač instinktivno bitje. On gre, on bo kar vse in doživlja samo eno čustvo naenkrat. In traja 5 do 7 let pri otrocih, ki so bolj intenzivni, v smislu, da bolj intenzivno doživljajo svet okrog sebe in tudi svoje čustvovanje, traja to do 9. leta starosti. Ko so oni dejansko sposobni nadzorovati svoje vedenje, v smislu, ali bo nekoga udaril ali ne bo, ali ko bo frustriran zakričal ali ne bo. In ta proces je res dolg, mi pa se mi zdi pričakujemo, da to otroci veliko hitreje osvojijo. In jih potem včasih tudi silimo v situacije, ki jim niso dorasli. In 2-letnega otroka v zelo, recimo temu, fino restauracijo, in pričakujemo, da se bo on tam obnašal. Lepo obnašal, ne bo se, 2 let ima. Ja. Pa če hočeš v fino restauracijo, ali pejti sama, ali pa pejti čez par let. Ne vem, tako jaz vidim stvari. Ja, vse izhaja res iz razumevanja njegovega razvojnega cikla, bom rekla. Kaj se njemu dogaja, kaj se z možgani dogaja, kaj se v teh raznih razvojnih fazah, ki se pa v bistvu zelo hitro in intenzivno menjavajo pri tako majhnih otrocih, če govorimo, kakšen razpon oni dosežejo, česa vsega se naučijo. V zelo kratkem času. Tega en odrasel človek ne bi bil sposoben v 4-kratnem času. Ja, in je treba dati otrokom čas, da dozorijo. In so necivilizirani in se grozno obnašajo in vse, ampak to so otroci. Ja. Pač mali marsovčki v bistvu. Mislim, mogoče bi se malo posvetila temu, kar avtor govori, da marsikakšna mama jemlje kot uspeh, moj otrok pa hoče k vrstniku. Super družaben je, on ves čas bi bil s prijatelji, super, kako je odprt, kako je družaben, star je pa 5 let, 6, 7 mogoče. Izpostavlja avtor, da to v bistvu je v resnici problem. Mislim, lahko je težava. Lahko. Jaz ne bi zdaj to zelo tako kategorično, vsi, ki se družijo tako veliko. Odvisno je, kakšna je situacija doma. Zdaj, če je med starši pa otrokom dobra navezanost, pa je dober odnos. Tudi, če se družijo, jaz mislim, da to ni taka težava. Odvisno je, a zdaj otrok nadomesti
vrstnike oziroma starše za vrstnike. Kaj to pomeni, da pri njih išče vse odgovore, da se njim zaupa, pred staršem, da se zapira? Ja, ponavadi se to tako vidi, da rata otrok doma problematičen. Da ne posluša več staršev, da je vse ne, da je dobro, ko je 2 leti stari, tako se ne, ampak pol, ko je starejši, recimo, da kljubuje, da je vse problem, da se krega z njimi. Pač odnos se poslabša. In takrat se lahko išče odgovor tudi v tem, da je čist možno, da se obrne k vrstnikom. Ja. Kakšna bi bila recimo ena možna dobra rešitev oziroma nasvet, vem, da se izogibamo te besede, ampak vseeno, starš rabi takrat nasvet, kaj naj naredim? Moj otrok je svoje vrstnike zamenjal zame, recimo. Kaj naj naredim? A naj kaj naredim, a naj ga pustim? Ja, mislim, on zelo lepo, oziroma avtor je Obano, najprej je treba delati na odnosu. Torej, otroka nekako pridobiti nazaj. Zdaj, načini so različni. Lahko se omeji druženje z vrstniki. Proti njegovi volji? Ja, seveda. Ja. Sam on pravi, da če to narediš, recimo, da zelo omejiš, pa rečeš, ne, zdaj boš pa doma, moraš ta čas zapolniti s sabo. Ne, zdaj to, sebe dati mu. Sebe. Ne to kot kazen, zdaj se pa ti ne smeš družiti, ampak ne, ti boš doma in bomo mi skupaj. To je eno. Drugo je, če imaš ti možnosti, recimo iti 1 na 1 z otrokom nekam, daljši izlet. Sploh, ko so starejši, ko so, bolj je to zapleteno, dlje časa traja, da ga dobiš nazaj. In potem recimo on razlaga, eden od avtorjev, Neufeld, da je svojih hčeri, ko je videl, da so vrstiško usmerjeni, eno je odpeljal nekam na morje. In na začetku je bilo tako vse brez veze in to je dolg čas, saj nobenega ni. On pravi, ja, saj to, vsi so tisti tam, ki je na njih navezana, noben sem pa jaz. Ampak da to ni imel osebno, da se je mogel prav, v redu, zdaj smo tukaj, zdaj bomo to naredili, pridobili hčerko nazaj. In pol, v bistvu je trajalo par dni, da je začela z njim komunicirati, da je začela z njim jesti, da sta začela okrog hoditi. V bistvu, in pol, ko sta se zbližala, spet je rekla, zakaj si me zapustil. V smislu, on je bil ful zaposlen, ni dobila od njega toliko pozornosti, kot si je želela, in to čutila kot neko zapustitev. In se je obrnila, iskala pomoč pri vrstnikih. In je to luknjo zapolnila pol s prijatelji. In zdaj, če imaš pa ti v redu navezano z otrokom, če gre on itak najstniki sploh iščejo pač družbo svojih vrstnikov, kjer se bojo malo izbrusili, kako on to reče. Ampak kot najstnik si ti že kar zgrajena. Si že dosti individualiziran, pravi ona, da lahko stopaš v stik, pa sebe ne izgubiš. Kar se zgodi vrstniško usmerjenim otrokom je, ko grejo v stik z drugimi, pa če nimajo dobre, recimo, in samospoštovanja, samopodobe, tako, bojo delali stvari po njihovo, od vrstnikov. Da bojo ugajali, zato da ne bojo izpadali ven iz te družbe. Da bojo dobili tisto, kar jim je manjkalo doma, se pravi priznanje, sprejemanje, slišanost. Bojo drugemu dali zakon, v bistvu. Drug bo njegov zakon. Težava je v tem, da vrstniki niso na tem svetu ne majhni, ne veliki, zato da bojo dali otroku to, kar bi mu mogli dati starši. Ker niso oni, to je tako, kot da bi nezreli otroci skrbeli za druge. Zdaj imaš neke otroke, recimo, ki imajo zelo močno ta čut odgovornosti, pa skrbi za druge. Ja, tudi za svoje starše. Znajo tudi poskrbeti za svoje vrstnike na nek način, ampak nikoli ne morejo dati, ne vem, brezpogojne ljubezni otroku ali pa to, da ga sprejemaš takega, kot je. Zato to res ni. Otroci ne morejo vzgajati otroka, odrasli lahko. Ja. Kaj pa obratno, recimo, kadar je otrok star že tam 10-12 let in on bi bil ves čas samo doma. Njega v bistvu vrstniki ne zanimajo, on se v njihovi družbi ne počuti dobro, oziroma je ne potrebuje. A je to... Ja, zdaj tle spet ugibanje, Mislim, on tega ne problematizira, onedva ne problematizirata tega. V bistvu, če otrok je raje z odraslimi, recimo, ker se tam boljš počuti kot z vrstniki, pa ima mogoče kakšnega prijatelja, 2. Zdaj, to je tako zelo splošno vprašanje. Lahko je otrok depresiven, lahko je izredno introvertiran, lahko so tudi doma težave, pa ne vem.
Ne, tle je zdaj veliko ugibanja, ampak načeloma, če je odnos v redu starši, pa je otrok, dajmo temu reči, ne vem, da ni depresiven, da ni introvertiran, da si pač želi doma, one dva, kakor jaz razumem, pač tega ne problematizirata. Ker je pol še veliko časa, ko lahko otrok gre ven in raziskuje svoje odnose z vrstniki. V tej navezanosti v bistvu tudi govori o tem, kako je, recimo, mama želi imeti tudi malo svojega miru, recimo, da si v miru glavo umije, recimo, da gre v miru pod tuš, mogoče v kopel, da si vzame nekih 20 minut zase, ne? In potem otrok pride notri, ne? In ne pusti. In to frustrira mamo v eni, recimo, momentu utrujenosti ali pa pač slabega dneva ali drugih problemov in tako naprej. Ampak avtor govori, da sreča, da otrok to dela po nekem nagonu, po neki inerciji, da dobi svoje, ker če on tega ne bi delal, bi mu to umanjkalo. Ja, seveda, otrok pride iskat nekaj, kar potrebuje. Zdaj, a mama rabi v tistem momentu 5 minut časa zase, je nepomembno, a ne v resnici. Ampak hotela sem to reči, da v bistvu je dobro, da tudi za mamo v smislu, sej res rabi me, da dobi tisto od njega, v bistvu tisto sporočilo, ki ga je sama izpustila v nekem trenutku slabosti, recimo. Mislim slabosti. Vsi smo ljudje, vsi imamo svoje potrebe, tudi starši, a ne? Ampak ker smo odrasli, načeloma lažje reguliramo te svoje potrebe kot nek otrok, a ne? In tle je tudi ta zasuk v pogledu, a ne? Da v bistvu, ko pride otrok do tebe, da ti rečeš, ok, rabi me, ne, bom jaz to dala zdaj na stran, kar je včasih težko, a ne, ker si utrujen, ker si včasih izčrpan, ker ne vem, ampak vseeno si sposoben reči, ok, bom dala to na stran, otrok me potrebuje, zdaj grem jaz z njima, ne, in ni te slabe volje, ne, ni, spet teži, ne, ali pa niti 5 minut časa nimam zase, ne, pa se pridušaš, ne, pa tako, ali pa včasih lahko tudi znoriš nad otrokom, se. Kaj pa avtor pravi na to? Včasih se zgodi, pa znoriš nad otrokom. Smo ljudje, a ne, in je rekel, samo svetniki mogoče ohranjajo mirne živce, ne, pri takih stvareh 24 ur na dan. Ne, stvar je v tem, ne, da definitivno otroci pritiskajo na gumbe, a ne, kakor se reče. In zdaj eno je to, da moraš odkriti, kaj te gumbi so, ne, in zakaj te to recimo neko vedenje zaživcira, a ne. Tle je tudi veliko dela na sebi, a ne, potem pa raziskovanje, kaj so tvoje težave. Drugo je pa, ko on pravi, ko znoriš, a ne, potem moraš popraviti odnos, a ne, ker ko si znorel, a ne, si prizadel si odnos, a ne, med otrokom in tabo, ne, in potem je v bistvu na staršu, da popravi ta odnos. In tle je spet ena ta zasuk, ki ga jaz vidim, ne, ker vidim pogosto, otrok se grdo obnaša, star znori in pa pričakuje, da se bo otrok opravičil, da bo on prišel do starša, v resnici smo pa starši odgovorni za odnos z otrokom. In če se tudi če se grdo vede, ne, ko se nekaj zgodi, je treba to potem popraviti, ne, je treba zaflikati. In tle smo starši tisti, ki moramo to narediti. Tu se izkaže ena zrelost v bistvu starša. Ne? Konec koncev, tu ni kdo je kriv, kdo je dolžan, pa kdo je močnejši, ampak v bistvu kdo je odgovoren, da vodi nekoga, ki pač še nima te sposobnosti, da bi vodil. Ne glede, kako je pameten in čudovit in talentiran in karkoli, je še vedno otrok. Kje sta še? Jaz govorim o enem avtorju, ker vem, da je, kako je nastajala knjiga, ste mi povedali, ne, da mogoče povejte, no, še našim gledalcem. V bistvu je, tako bom rekla, upam, da ne delam drugemu avtorju krivice, no, ampak po mojem mnenju je vsebina te knjige, ta teorija, in to je delo doktorja Neufelda. In v bistvu predzgodba je taka, da je Gabor Mate prišel na njegove te delavnice v starševstvu, ker je imel sam težave s svojimi otroki. In potem mu je bil ta material tako všeč, tako je bil navdušen, da je začel te njegove teorije, pa tudi v svojih delavnicah podajati naprej. In tako in doktor Neufeldu to nekako ni bilo všeč. Avtorstvo ni predal avtorstva, ja. Ne, sej po mojem ga je poimenoval, jaz ne bi rekla, da je šlo to tako, ampak tako on zdaj tle moje stvari, pa to, in potem sta se ženi v bistvu, dogovorili, da zdaj pa morata ona dva pa skupaj glave stakniti in napisati to knjigo, in v bistvu je, ker
občutek imam pri dr. Newfieldu, da mu pisanje ne leži ravno, on je velik predavatelj in tako. Pisanje mu gre bolj težko, in ga po mojem Gabor Mate malo prisilil, da je to napisal, in on je pa dodal po mojem tudi svoje zgodbe, pa uredil stvar, da je izgledala v redu in tako. Ja, taka zanimiva zgodba. No. Predvsem zelo debela knjiga, ne? Ja, veste, v angleščini je tanjša, je takole, je res droben tisk, no, tako da sem vesela, da je založba Primus tole. Dopustila v bistvu. Ja, ne, pa da je tako, da je debelejša, da se lažje bere, no, da je malo večji tisk, pa tako. Ja, ampak je debela knjiga, upam, da se jo starši nave ustrašili. Jaz bi še eno stvar tle izpostavila. Fajn je prebrati v knjigi to evropsko, v bistvu predgovor za evropsko izdajo, kjer opozorita na to, da se vseeno Evropa precej razlikuje od Amerike, kjer so stvari veliko hujše. In pri nas imamo še vedno precej močno to kulturo, recimo, da družina ob vikendih skupaj je, a ne kosilo, recimo. Tudi nismo še toliko postajamo, ampak se mi zdi, da nismo še toliko obremenjeni s tem akademskimi dosežki in tako, in pol otroci morajo imeti 1000 dejavnosti. In mogoče je to bolj prisotno tukaj v Ljubljani, se mi zdi, ampak še vedno je veliko te vaške kulture, kjer so ljudje bolj povezani. Tudi veliko ljudi živi starši ali pa starimi starši ali pa saj v blizu, tako da imajo to podporno okolje, v bistvu. Okolje, ja, medtem ko v Ameriki tega ni. Ljudje so zelo razseljeni, živijo po 1000 kilometrov stran od te socialne mreže. Tako da je fajn, tudi ko se bere to knjigo, imeti malo pred očmi to, da je vse majčkeno razlike v kulturi. In še eno stvar bi zelo rada opozorila, je, ta knjiga lahko zelo spodbuja občutke krivde. V smislu, jaz vem, ker sem jo prevajala, ne vsak stavek posebej. In to smo tudi naslovili v enem intervjuju z njim, to vprašanje krivde. On pravi, pač krivda je del starševske odgovornosti. Vedno, ko smo za nekaj odgovorni, pa ne bo to vzgoja, delo, karkoli, bomo zraven čutili krivdo, če nekaj ne bo šlo v redu. In da je treba to krivdo v bistvu, sprejeti, pač živeti z njo. Pa tudi, da sta se trudila, da ne bi ta knjiga imela takega učinka, da sta probala čim bolj tako napisati, da ne bi vzbujala krivde v starših. Tako da to bi jaz tako... Hvala, da ste to omenili. Ta krivda premočno se drži. Ena prijateljica je celo nehala brati na eni točki. Pa sem rekla, nekaj pej do konca, se lepo odvije naprej. Hvala, da ste to opozorili. To je res pomembno. Nikoli ni preveč tega opozarjanja. Moja gostja je bila Petra Česen, prevajalka knjige Otroci nas potrebujejo.